SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-evem podcastu. Danes bo to intervju in sicer s predsednikom kluba slovenskih podjetnikov, Jocom Pečečnikom, ki je nastopil svoj drugi zaporedni mandat. In če kaj, potem je pa že prav, da ta studio, ki ga SBC tukaj v svojih prostorih ima, zato da razvija razne tematike, da govori o problematikah, aktualnih temah, predstavlja svoje člane, namenimo tudi prvemu med enakimi v tem klubu, torej predsedniku. Zato, gospod Joc Pečečnik, en lep pozdrav. Pozdrav. Morda čisto za začetek dobro delo ste mi dali, ko ste mi posodili studio, zato da lahko v tem vašem studiu govorimo o veliko aktualnih stvareh, da pravzaprav raziskujemo tudi tiste stvari, ki v medijih včasih dobijo kakšno minuto manj prostora, pa bi ga morali. Je klub slovenskih podjetnikov s tem pravzaprav dal vedeti, da ga zanima, kaj se dogaja okoli, ker brez zanimanja za dogodke okoli tudi podjetniki danes ne morejo več delati in obratno, brez podjetnikov se marsikaj danes ne dogaja več. Ne? Ja, hvala za vprašanje. Situacija trenutno je taka, da smo podjetniki kljub vsemu na dobrem glasu v javnosti, kljub temu, da včasih tega sami ne čutijo in naš namen je, da ta glas še bolj razširimo. Zato smo v mojem preteklem mandatu v bistvu delali veliko na infrastrukturi tega kluba in če tako se izražim po domače, lahko rečem, da gremo iz backstagea zdaj na glavni oder v tej državi. Sej bova tudi o tem, kaj se obeta v klubu, govorila kar precej, ampak morda pa se dotakniva najprej volitev. Kako to, da ste se odločili, da boste po prvem mandatu vendarle šli v bitko še za drugi mandat? Verjetno ni enostavno, v poslovnih časih, v katerih smo, pa v delu, ki ga upravljate, najti še veliko časa za vodenje slovenskega kluba ali pač? Ja, jaz sem v bistvu proti koncu mandata že malo obupaval, resnično, pa ne zaradi razmer v državi, vendar enostavno nam je z ekipo uspel zgraditi tako močen klub, ki je v bistvu zelo dinamičen, preko 150 dogodkov je imel v prejšnjem letu, da enostavno je moje življenje bilo posvečeno samo še klubu in sem praktično zanemarjal vse svoje projekte. In v bistvu velikokrat se po noč bujal zaradi skrbi, ker sem praktično vsem skoraj sam odločil. Imel sem par članov, ki so mi redno dnevno stali ob strani, pa to ne pomeni, da člani upravnega odbora niso vsi sodelovali pri tem, ampak tukaj so dnevne aktivnosti, dnevne odločitve, ki jih mora nekdo sprejeti in tudi za njih odgovarjati konec koncev članom in javnosti. In enostavno sem nekako pregorel in sem zadnje mesece pred volitvami hodil od članov do članov, prosil, da nekdo drug prevzame ta klub z vso obljubo, da bom jaz še sodeloval pa pomagal in nekako nismo našli še mojega naslednika in potem mi je ena velika skupina članov obljubila, da se bodo pridružili upravnemu odboru in da bo vsak vzel svoje področje, ker ta hobotnica se, kakorkoli gledamo, nezadržno razvija in širi. In potem sem pač izbral listo kandidatov, ki sem jih nekako povabil k sodelovanju v upravnem odboru in moram reči, da so vsi to se odločili in sprejeli in s takim, bom rekel, dream teamom prihaja do moje razbremenitve, imamo še nekoliko uveljavljenega časa, ampak mislim, da bo ta klub res dosegel veliko, veliko več, kot je v preteklem obdobju, ker ima vse potrebno za nadaljevanje. Na volitvah ste bili pa vendarle samo eden oziroma edini kandidat, 100% podpora. Kaj to pomeni, da so se bali, da bi tako ali tako izgubili, ali da to res vzame toliko časa, pa podjetniki, ki so člani vašega kluba SBC-ja, vendarle nimajo toliko časa, ker to verjetno veliko, ne? Delo v klubu sta dve službi, ne ena. Res je veliko tega, na eni strani je že kar veliko število zaposlenih in v bistvu je velika odgovornost. Predvsem so pa tukaj v članstvu ljudje, ki je za vsak za sebe ena zvezda,
en uspešen podjetnik s svojimi pripombami, željami, idejami in en sam človek ne more to kandidirati, zato verjamem, da se je marsikdo tega povabila k kandidaturi ustrašil. No. Morda lahko greva čez listo ljudi, ki so v upravnem odboru. Zakaj? Zdi se mi, ko sem prebral, kdo vse v tem upravnem odboru je, da je res morda to ta cvet slovenskega podjetništva, kar se tiče uspehov, prepoznavnosti in odličnosti na svojem področju. No? Ja, mi imamo pač v upravnem odboru določene nove člane. Žal, zaradi omejitev v številu vseh preteklih članov nisem mogel povabiti. Odločil sem se pa pri povabilu med strokovnostjo, med pripravljenostjo člana, da sodeluje aktivno, in pa da je član tudi dediciran našemu klubu, se pravi, da ni še pri drugih delodajalskih organizacijah v nekem upravnem odboru ali v neki drugi funkciji. Tako da ljudje, ki so prišli v upravni odbor, dejansko bodo nosilci stebrov, kot jih mi imenujemo, in vsak bo suvereno odgovarjal za delo v tem stebru in celotna ekipa, ki je redno zaposlena v klubu, bo delala po njihovih navodilih. Tako da ja, če naredimo en sprehod, upam, da ne bom kakšnega pozabil, ampak podpredsednika sta Igor Akrapovič, ki se je v preteklem obdobju zelo trudil z vlado in bil zelo razočaran, ker ob vseh obljubah nismo praktično uspeli doseči nič, pa ne samo mi, vsi. Mi smo nekako šli po poti zadnjih 10 mesecev, da ne bomo javno kritizirali, da ne bomo se zoperstavljali vladi, ampak smo jim začeli dajati konkretne predloge. Žal tudi po neki korektni poti to ni šlo. Potem drugi podpredsednik je Marko Bitenc. Marko Bitenc je zadolžen tudi za to, da bo kadroval tako imenovane think tanke, ker vsak steber bo imel nad sabo ekipo, ki sprejema odločitve, in pa pokrival bo zdravstvo, ker je pač iz te obrti. Potem imamo tukaj Janjo Božič Marolt, ona bo pokrivala obdelavo podatkov, analitiko in pa distribucijo. Imamo zelo dobro organizirano analitiko in mislim, da imamo v klubu takšne podatke, ki so res pravo orožje za nadaljevanje za nadaljne delo, tako da bomo z njihovo distribucijo morali res filigransko upravljati. Potem imamo Jana Sibinčiča, ki tukaj skrbi za davke in za nove davčne predloge. Imamo Andreja Toša, ki je že zdaj sodeloval v strateških svetih in bo tudi on nadaljeval komunikacijo z vlado. Potem imamo tukaj Tanjo Skaza, ki bo zadolžena za dogodkov, kot sem imenil, bo čez 150, od največjih festivala na Brdu do kavarn, novoletni dogodki, pozdrav poletju. Potem imamo tukaj Miha Blažiča, ki bo nadaljeval svoje delo in ga še poglobil na področju humanitarstva z rdečo žogo. Potem imamo tukaj tudi neke druge oblike članov, ki se bodo pridružili kot častni člani. Ivo Simič, ki bo delal na davkih, sem malo zamešal, Jan Sibinčič bo delal na plačah, Ivan Simčič pa na davkih. Povabil sem tudi Katarino Ložar, ki bo skrbela za finance kluba, za naš proračun, za spremljanje porabe in poročala nadzornemu svetu, ki to pregleduje. Imamo Janko Kuharja, ki bo skrbel za članstvo, za prodajo in za vse, kar je potrebno pri uvajanju novih članov v klub. Imamo Primoža Pusarja, ki ima veliko znanja na področju PR-a. On bo z obstoječo ekipo vodil vse, kar klub rabi na področju PR-a.
Povabil bom tudi Milana Kustarja, čeprav je svoje podjetje prodal, ampak mislim, da bo imel kmalu novega. On in Janko Koprivec bosta skrbela za gospodarske teme. In tako upam, da sem vse naštel, lahko pogledam, da nisem koga še pozabil. Če se mu upravičujem. Seveda pozabil sem Roberta Medleta. Robert Medle bo skrbel za regijski razvoj. Ima zelo pomembno funkcijo, ker naš klub bi se rad približal v vse regije in da bomo enostavno prisotni in da ljudje ne bodo stalno potovali v bistvu v Ljubljano. Potem je tukaj še Aleksander Bastel, ki bo moj namestnik in bo meni pomagal pri vodenju celotnih stebrov, in pa dogovarjamo se še z Nušo Pavlinek, ki bo prevzela globalno prisotnost kluba na globalnih trgih, kjer imamo zdaj že veliko ambasad na vseh kontinentih in naše podpornike, ki članom omogočajo lažji vstop na določene trge. Ja, ta uvod, oziroma vse to je malce daljše, ampak zato tisti, ki bodo gledali, si bodo pa lažje predstavljene, kakšna imena v resnici sedijo v tem upravnem odboru ali pa v vrhu SBC-ja. Ko so bile volitve, kakšen dan prej, pa pol tudi kasneje, ko ste bili izvoljeni, smo veliko brali o tem 4.0 SBC-ju, ampak v medijih je pa vendarle bilo precej odmevno tudi pismo nekdanjega predsednika kluba Marjana Batagelja, kjer pa vam očita, da ste edini pač predsednik, da ta netransparentnost, skratka nekaj, kar bi si pa človek rekel, da morda niti ni potrebno, da se bere v javnosti, glede na to, da ste tako eminenten klub poslovnežev, kjer bi si želeli, vsaj oni se pa ne pripirajo ali pa perejo perila javno. Ja, jaz pač tega pisma ne bom komentiral, z njim se res ne morem identificirati in strinjati. Dobili so ga vsi člani, dobila ga je širša javnost. Namen tega pisma meni ni znan. Zdaj v klubu imamo demokratične volitve. Jaz sem celo pri gospodu Batagelu bil in ga poprosil, da on kandidira, in me je odločno zavrzel, da ga to ne zanima. Tako da meni so vse dodatni komentarji brezpotrebni, če se pač s nekomu hočeš soočiti, če članstvo lahko izbira med dvema kandidatoma, je edina pot so volitve. On je sicer vložil kandidaturo za predsednika, vendar se je umaknil, ker verjetno je ugotovil, da je podpora moji kandidaturi ni 100%, 2 člana sta glasovala proti. In jaz sem vesel, da ne bo izgledalo, kot da smo v Severni Koreji, ko predsednika zvolijo iz 100 ali 110%. Tako da namen tega pisma pa ne razumem, meni tako srčno me je zelo zabolel, moram priznati, pa ne zaradi očitkov meni, ker ljudje moje delo poznajo, je transparentno, jaz v tak klub dajem, nič ne vzemam ven. V svojem mandatu sem z odgovornosti do kluba nad sabo v bistvu postavil nadzorni svet in senat, ki spremlja vsak korak na finančnem in organizacijskem področju, in mislim, da je bil namen tega pisma tak slovenski, da naredi razdor, sovraštvo. Mnogi člani, ki niso toliko blizu z dogajanjem, so se tukaj vprašali, zakaj ta pismo je, ker te negativne informacije v Sloveniji so zelo popularne in se jih zelo hitro širijo. Tako da tega ne razumem, nisem pa to od njega pričakoval, ker konec koncev je 6 let bil predsednik kluba in ve, kakšno mukotrpno delo je, da praktično kar narediš prav, je normalno, kar pa ne narediš prav, pa te vsi napadejo. Tako da mi je hudo mi je za njega, hudo mi je za klub, da se je to zgodilo, ampak mislim, da ta celotna zadeva ni neke kolateralne škode v bistvu naredila klube, ne vidimo nobene drugačne dinamike. Je pa samo pismo največ pove o človeku, ko ga je napisal, ne. Tam je bil tudi omenjen podatek o odhodih, samo vprašal drugače, koliko prihodov v vašem mandatu je bilo v klub, pa koliko je na primer zdaj pa v tem novem mandatu neko pričakovanje. Dejstvo pa je, da so vstopna merila za biti član SBC-ja pa vendarle kar visoka.
Ja, zdaj mi točnega podatka o odhodih nimamo, zato ker se bo ta do decembra še nabiral. Trenutno mislim, da je na listi nekih 13 ali 14 od zadnjega leta. Vendar to niso odhodi kot reakcija, ampak eni ljudje jim je prevelik strošek. Mi smo zelo strogi tudi v tem, da članom ne dovolimo komercialnih dejavnosti v klubu, ker mnoge ljudi odvrnejo od tega. Je pa tudi veliko ljudi, ki so prodali svoje podjetje in ker ni več slovensko lastništvo, ne more biti član. Tako da gre za nek normalen pretok. Naš cilj je še vedno, da bomo prišli do 1000 članov, in tako da tukaj ni nobenih sprememb. No. No, zdaj pa greva 1000 članov, ali pa zdaj, ki jih je 500. Kaj to pomeni v bistvu za slovensko gospodarstvo? 500 podjetnikov, ki se združujejo v vašem klubu, kako močen je pravzaprav SBC? Ja, jaz velikokrat poudarjam, da gre za najbolj elitni klub. Tukaj pač mi vsak dan izvajamo storitve in se trudimo, da združimo najboljše podjetnike, ampak govorimo o poštenih podjetnikih, ne govorimo niti o tajkunih, niti o državnih kapitalistih, ki se nam zdaj dogajajo, ampak govorimo o podjetnikih, ki so svojim znanjem in svojo družino naredili vrhunska podjetja, ki poleg tega, da zadovoljujejo ekonomske standarde kluba, zadovoljujejo tudi vse ostale kriterije do zaposlenih, do koruptivnosti in pač to, kar zlata pravila, 7 zlatih pravil kluba govori. Jaz mislim, da je klub na 10% svoje moči. Kot sem povedal, mi smo res zadnje v mandatu backstageu pripravljali vse možne komponente, ki so potrebne za učinkovito delovanje na glavnem modru. Tja prihajamo in ekonomske vrednosti tega kluba so preko 20 milijard kapitala, veliko zaposlenih, točno iz glave ne vem, ampak mislim, da preko 22,000, ker se to stalno nekaj menja. Ampak vrednost tega kluba pa je v tem, da člani, ki ostajajo zvesti klubu, razumejo v tem, da klub nisem jaz, da smo klub mi. Ker meni je moj sin Rok enkrat rekel, veš, Joc, one man is not community. In če bo sam to delal, je to zelo limitiran proces. In zato smo tudi v novi strategiji spremenili, da bo čim več članov aktivno vključenih in tudi jih vse vabim, ne da kritizirajo, kaj počnemo, naj pridejo sem, se pogovorimo, mi smo klub prijateljstva, druženja in skupaj bomo lahko kaj naredili. Obljubam pa, da bomo v tem mandatu šli na stage, na ulice, do države, kamorkoli bo potrebno, da bomo dosegli svoje, ker to vem, da si vsi želijo, vendar vsi morajo vedeti, da te politične debate, ko jih mi srečujemo in v medijih, in v konfrontaciji na medijski z politiki, to so barske debate v večini. To so debate, ki nimajo nobene analitične osnove in naš klub bo v naslednjem mandatu delal bistveno drugače. Na podlagi analitik, ki jih res izvajamo že leto pa pol, bo naredil zelo konkretne programe in rešitve in prišel ven in izsiljeval z takšnimi rešitvami, ki bodo pisane na kožo državljanom in podjetnikom in bodo umeščale se v prostor kot za dobrobit države. In ne zanima nas mandat, ne zanima politični, ne zanimajo nas politiki, zanimajo nas dobre rešitve, ker te ljudje, ki so sami ustvarili take bogatstva in taka premoženja v podjetjih, oni točno vedijo, kam naša država pluje. Ta 4.0, 4.0 SBC načrt, najbolj sem zastrigel z ušesi, no, pa tudi s tem podatkom, ne, kjer ste napisali, slovenska družina bi potrebovala še enkrat več denarja za preživetje in to je naš cilj. Ja, mislim, to je... Tukaj govorimo več kot 4.000 evrov neto, ne? Ja, tukaj mi smo že prav nastrpni v klubu, da gremo ven, da nagovorimo državljane, da verjamemo v to, da nismo sam podjetniki pozitivni tukaj, ampak da je veliko državljanov, ki ne razmišljajo tako, kot je javna podoba naše države in politike.
In ta nehumano zapravljanje davkoplačevalskega denarja, pa poglejmo sodno palačo, pa poglejmo računalnike, pa poglejmo železnice in podražitve, to vsak državljan ve, da to ni prav. In mi želimo svoj fokus dati na razvoj regij, to je naša druga tema. Mislim, prva tema, druga tema je pa družine in zaslužki posameznikov. Naša analitika je izračunala, da slovenska družina v povprečju rabi med 4200 in 4400 neto, ker so meni mediji že grdo povzeli, bom še enkrat razložil, da neto pomeni, da dva v družini, ki sta zaposlena, morata zaslužiti 4300 neto, da bosta v bistvu vzdrževala družino v ne luksuznem, ampak najbolj normalnem nivoju. Danes je govoriti ob tem standardu, ko ga mi vidimo v restavracijah, v shopping centrih, na ulicah, govoriti o socialni košarici z mlekom pa s kruhom je diskreditacija družin, ker te otroci postajajo izbočeni, ker si ne morejo privoščiti kina, šole pravilne, obleke in to ni prav. In mi se moramo zavedati, da ta budžet družine je potreben. Pa tukaj noter še ni vključen nabava hiše ali pa stanovanja. Niti nismo tukaj noter dajali Maldiva in Sant Morica, ampak smo dali oddih v Kranjski gori in na Debelem Rtiču. Skratka, ene najbolj osnovne in primerne komponente smo sestavili z 2 otrokama, en v osnovni šoli, se opravičujem, eden v srednji šoli, glasbena, karate in to pride. In če mi gledamo, da ima več kot 55% Slovencev 1200 neto plače, potem zmanjka tukaj veliko. Vedno pa se pogovarjamo, ko se pogovarjamo o obremenitvah plačih, ker tukaj se bomo mi dotaknili tega in bomo predlagali popolnoma drugačen plačni sistem, ki ga pripravljamo, se vedno dogaja v tem, da se pogovarjamo, ja, podjetniki želijo zato nižje prispevke, da se bodo plače večje izplačevali. Podjetniki imajo enih najmanjših plač v državi, ker mi delamo zato, da razvijamo firme in če ustvarjamo dobiček, si dobiček izplačujemo, ki je pa bistveno manj obdavčen od plač. Tako da to je prvo. Ampak v celotni plači v celotni masi vseh plač, visoke plače predstavljajo manj kot 5% prihodka državi. No in mi smo naredili plačni sistem, ki bo čisto drugačen od vseh do zdaj videnih in mi Fides podpiramo, da zdravniki morajo imeti večje plače. In zakaj ne bi zdravniki bili prvi steber, iz katerega bo izhajala, ampak primerna plača za primerno opravljeno število nalog. In zdravniki naj si sami to določijo, ampak tisti, ki so res in v državnem inštitucijah in v zasebnih inštitucijah, oboji upravljajo javni servis. Eni res veliko delajo, eni pa ne delajo veliko in to ne morejo biti enaki prihodki. Tako da plače in družina na eni strani, spet šli bomo tudi do športnikov. Športniki so neprimerno obremenjeni, oni imajo 10 let ta income frame in naši klubi so nekonkurenčni, ker ne morejo v primerjavi z drugimi klubi konkurirati zaradi takih obremenitev. In to vse počnemo ob enem velikem navdušenju do naših športnikov, ki v bistvu so edini kredibilen izvozni produkt te države in edini, ki ustvarjajo prepoznavnost in imidž te države, so športniki. Ker enega Luko Dončiča, on je globalen brand, Matej Pogačar, Tadej Pogačar, ne vem, Tina Maze, to so kralji svoje obrti in cel svet jih pozna, pa verjetno sem še koga pozabil, ki jih je preveč, ker smo v tem športu res edinstveni. Tako da to je glavni fokus. Ne bomo šli na vsa področja, ampak te dva fokusa in ko te obdelamo, bomo šli naprej. Tukaj moramo vprašati, zdaj naprimer sedi minister za finance kot glavni pogajalec
3 leta, bo že zdaj kmalu ali pa 2, no, z sindikati pa se praktično pogajanja komaj kaj premaknejo, ne. To je težka naloga, ampak SBC ni ta, ki se pogaja, a ne. SBC je ta, ki v bistvu skozi oči najbolj uspešnih slovenskih podjetnikov predstavlja predloge iz druge plati, se pravi ne iz državne, ampak torej iz neke analitike, kar ste omenili, pa seveda iz izkušenj tistih, ki so nekaj v življenju že naredili, da se vendarle da drugače. Ker kako se da, vidimo zadnjih 30 let v Sloveniji, pa tudi vidimo, kje smo, ne. Ja, jaz imam v klubu toliko pametnih individualnih posameznikov, da lahko rečem, da imamo še en slovenski AI tukaj noter. Res imamo pametne ljudi z vseh področji in mi smo zmatrani od podajanja predlogov vladi, mi bomo sami naredili svoje predloge in naš cilj ni politika, mi smo nepolitični klub. Jaz se bom vedno pogovarjal in z gospodom Golobom in z gospodom Janšo, ker sta mi oba enako blizu in oba imam raka in Toninom, Matejem in z vsemi, tudi z Levico. Ker je to ena država in eno življenje in mi želimo ustvarjati rešitve, ki so dobre za vse. Samo prihajamo pa z res hudim orožjem. Mi ne bomo več nagovarjali politike, ampak široke množice in državljane, tiste, ki rabijo našo pomoč. Naše poslanstvo je, da poslovno in življenjsko okolje izboljšamo, zato smo tukaj. Veliko naših članov je nezadovoljnih, ker imajo dobre ideje, imajo dobre perspektive in ne morejo svojih potencialov v bistvu izdelati, doprinesti državi, ker ratujemo na mnogih področjih zaradi političnih interesov popolnoma nekonkurenčni, izolirani kot država in na koncu bomo res ostali en peskovnik, ki ga bodo vsi obšli, kar je pa najhujše, še mnogo Slovencev vsel na Hrvaško, v Srbijo, vse posod, kar je čist meni res hudo za to, no. Ena izmed takih stvari, kjer je SBC še preden ste znova postali predsednik kluba, dal jasno vedeti, mi podpiramo jedrsko elektrarno, gradnjo novega bloka in še več, nekaj podjetnikov, tudi SBC-ja se je tukaj javno izpostavilo, da so pripravljeni to financirati, torej vstopiti s svojim lastnim denarjem. Ja, mi imamo tukaj 2 člana, Jureta Kneza, tudi bivši predsednik, in pa Igorja Krapoviča, ker praktično 1 leto in pol delata dnevno na tem projektu in ustanovila sta GIS, investirala svoj denar, zato, ker je enostavno tako preprosto, če bi imel zdaj screen, bi en graf pokazal, ampak verjetno ga poznate, da Slovenija čez 30 let bo zadela v steno in nima rešitve. Zdaj, zaprtje Teša bo to samo še pospešalo in tukaj sploh ne razumem naše politike, da ne gre se v Bruselj izpogajati, da ukinejo te kupone, ker je pa tukaj nacionalen interes. Mi nimamo ta moment druge alternative, pika. In vse te sanje o alternativni elektriki so golob na strehi, mislim, dobesedno, ker to ni realno, da bomo mi lahko, tudi ni ekonomsko, ne. Kolega Jure je, zdaj ne vem, mogoče, ali bom za 5 milijonov zgrešil cifro, ampak če bi on hotel za en teden ali celo za en dan imeti baterije za svoj nov objekt, ki ga dela, bi ta baterija stala 110 milijonov. Mislim, tukaj ni nobene logike in naši kolegi, člani so z največjimi strokovnjaki v Sloveniji pač pripravili ta projekt in ga analizirali in ugotovili smo, da so že vhodne, se pravi, pri nas je vedno tako, da gremo nekaj graditi za 10, na konci 20, ne? Ampak pri nas so že vhodne cene, te, ki so v javnosti, ki so jih inštitucije začunale, so duplo večje ali pa celo 3-krat večje, kot jih danes plačujejo v Arabskih Emiratih ali pa Poljaki. In tukaj se že vidi, da je tukaj en interes državnega kapitalizma in mi ga z vstopom v to, v bistvu neko partnerstvo z državo, ker bi morala država pozdravljati. Se pravi, ljudje
podjetja so pripravljena lasten zaslužek investirati v nekaj, kar mogoče sploh ne bojo doživeli, ker je to oddaljeno, ampak so pripravljeni, ker vejo, da je to ključnega pomena. Jaz sem že velikokrat izjavil, Slovenija je toliko pameti, da če bomo imeli vodo, čisto okolje, pa elektriko, ne rabimo nič drugega. In tukaj je vstop našega kluba preko naših članov pomemben zato, da se bo nadzor nad investicijo nadziral, ker se bo država seveda vsakršna, kjer bo vlada z vsemi krempli otepala, da se ne bo zgodil še en TEŠ6. Ja, ker smo imeli levo in desno politiko, kot tako velik projekt. Regije, dajva se še tega dotakniti. Vem, da SBC veliko potuje po vseh slovenskih občinah in govori, da Slovenija s več kot 200 občinami potrebuje jasno razdelitev, ko govorimo o regijah. In tukaj tudi imate enega v upravnem odboru za to, da se bo s tem ukvarjal. Kaj želite pa tam doseči? Mi želimo prvo klub popeljati vse regije in to bo, pisarne se pripravljajo, to bo v roku 6 mesecev vse narejeno. To je že ideja, ki je nekaj časa, jaz sem samo čakal na nove volitve, da sem pritisnil tipko gremo. Robert Medle je odličen posameznik, ki bo to speljal in je tudi zelo ambiciozen in zelo zainteresiran, da to naredi. Cilj naš je stalna prisotnost v regijih. Cilj naš je, da prvi krog SBC pri vas nadgradimo z nekimi konkretnimi koraki. In mi smo v bistvu preko 150 občin je že podpisalo sodelovanje z nami. Mislim, da še naslednjih 50 smo v fazi podpisovanja. Vendar smo skozi te javne obravnave v vseh regijah, v 12, prišli do nekih zaključkov, kjer smo ugotovili, da kljub vsemu debata okoli regij nima jasnega cilja, pa jasnih parametrov, in zato smo našo analitično službo, ki primerja vzorce, številke, velikosti, potrebne regije, kako so urejene v drugje, da pripravi nek načrt, kaj sploh mi želimo z regijam doseči. Mi imamo tukaj veliko informacij, ki so iz različnih aspektov zelo, zelo analitične in se jih bo dal zelo dobro uporabiti. Naprimer, slovenska geografska karta se ne pokriva z regijsko razdelitev policije, zdravstva, šolstva in upravnih enot. To so 4 različne meje, ki se sploh ne prekrivajo. Naslednja stvar je, da v stari Jugoslaviji smo imeli tako rekoč 6 regij in so bile te zelo dobro določene. Se mi zdi, moja osebna ocena, pa jaz nisem ekspert za to, da je bilo to fantastično narejeno. Prišli smo pa tudi do tega, da je ta drobljenje občin prinesel veliko boljše mikroupravljanje lokalnih skupnosti, kar je zelo pomembno, ker državljani to čutijo. Hkrati pa prinesel tudi veliko stroškov, veliko aparata in ekonomsko je naš izračun pokazal, da bi občina, ki bi bila ekonomsko, bomo rekli, pravilno uravnovešena finančno in kadrovsko, morala imeti 52,000 plus prebivalcev. Tako da zdaj, kar se tiče posameznih debat v SBC.2.0, bomo mi se tja prestavili, bomo šli zopet okoli še večkrat in tukaj se bo zdaj treba najti s pomočjo javnih debat, z župani, z vsemi udeleženci, kaj se sploh od regij pričakuje. Moja osebno mnenje je, da so regije najbolj učinkovito orodje, da bi se država decentralizirala, pa ne govorim zdaj v nekih strogih političnih smernicah, ampak govorim o tem, da država se ne more ukvarjati, kjero cesto bojo moji Šmarci asfaltirali, ampak je to je treba razdrobiti, razdeliti, dal večja pooblastila regijam, dati finančno večja sredstva, s katerimi upravljajo.
Vendar vse to lahko samo narediš, če imaš en makro načrt. In pri nas se soočamo s situacijo, saj jaz sem bil v vseh regijah osebno, pač, ker sem kot predsednik gostil te ljudi, je nekako spominja na situacijo, ker imamo mi neko podjetje, ki ima najbolj sposobne pa pridne zaposlene, nima pa dobrega vodstva. In pa ne govorim zdaj v današnji politiki, pa Golobovi vladi, niti v Janševi. Govorim o tem, da država nima definicije avtoritete, zakaj bi ona morala skrbeti. Ne? Ker konec koncev je nabor državotvornih področij pač sodstvo, policija, varnost, vojska, finančno ministrstvo in rab vse drugo posega država. Ne? Tudi ta stalna debata, državne bolnice, zasebne bolnice, to so vsi zdravniki iz istega gnezda, prišli iz istih praks, iz istih univerz, vsi delajo za javno servis. In ne sme biti zdaj ljubosumje, če nekdo, ki se samo organizira, ima boljše rezultate, zato ker da manj za planice, za postelje, za epruvete in je uspešen. In jaz mislim, da bi morali glih management od zasebnih zdravnikov preseliti v državne ustanove in bi bil tukaj red. Zdaj pa, zakaj je v državnih ustanovah tako pomanjkanje menedžmenta, je pa drugo vprašanje, ali kdo drži, ali se to ne sme, ali... Ker jaz ne verjamem, da bomo mi tako nesposobni menedžerji, da ne znajo 2 + 2 sešteti. Ampak to so taka vprašanja. No, in v okviru te regije bomo probali v naslednjem letu iztržiti, kje so skupne točke, da bi državljani, občine imele interes povezovanja se v regije, pa kjer so te ključni cilji. Da ne bomo spet prišli do tega, da občina mora biti zato, ker je od SDS-a župan, pa od Svobode župan, pa od Levice, ker vedno je pol politični normativi prevagajo pri odločitvah za logične zadeve. Ali lahko nekaj vprašam? Naprimer, zdaj, ko z vami sedim tukaj, ne, pa ko govoriva o teh visokoletečih ciljih, ki bi zagotovo Slovenijo pripeljali naprej, ker se mi zdi, da od politikov ves čas poslušamo, kaj bi pa potem se zapletemo in gremo še v neke nove zakone, pa še v nove usmeritve in se nič ne zgodi. Prav veliko, tudi sam to vem, v 20 letih. Čeprav nam ni hudo, treba je povedati, da Slovenija je vendarle urejena, lepa država, kot ste rekli. Ampak če bi v Ameriki, na primer, sedel zdaj z predsednikom njihovega SBC-ja, kluba ameriških podjetnikov, potem bi to vsi rekli, wow, to je, ne vem, Elon Musk, pa bi bili, ne vem, Zuckerberg, pa tako naprej. V Sloveniji je to enako. A vas ljudje tudi tako sprejmejo in jemljajo? Ali pa a vas tako druge organizacije, ki sodelujejo in se pogovarjajo z vlado, a vas vlada tako sploh vidi? Recimo Jure Knez, Devesoft, svetovno podjetje, Akrapovič, svetovno podjetje, vsi ga poznajo, pa sploh ne bom našteval, Pavlinjak, naprimer, Rotov, vsi poznajo, če pa ne vsi pogledajo, ampak skratka gre za velika imena v gospodarstvu, ne zgolj tukaj doma, ampak v celem Evropi, v celem svetu. A razumejo, kaj vi želite njim povedati? Ne, oni ne razumejo tega, ker ljudje, ki upravljajo takšna podjetja na globalnih trgih in so uspešni, očitno imamo določena znanja. In prilagoditi se v vsaki državi, v vsaki zakonodaji, v vsaki politiki vlade, recimo jaz sem v 133 državah in zveznih državah delal svoj biznis, je sposobnost sodelovanja z ljudmi. Mi vsi, to so vsi preprosti ljudje, ki ste jih naštel, mi nimamo nobenega problema v nobenem trenutku s komunikacijo na ulici, z državljani, na veselici v cerkvi ali pa na ne vem kakšnem gala dogodku. In jaz sploh ne vem, kje so te ljudi, kje so te ljudje, ki ustvarjajo pa to, kar jaz zvečer na televiziji gledam. Moram pa, jaz nočem biti nasraman, pa niti nočem, niti trenutno, niti bivše, niti bodoče politike kritizirati, ker smo to dali čez. Je pa dejstvo ena stvar, ne morejo ljudje, ki nimajo nobenih menedžerskih izkušenj, ki nikoli niso nobenega zaposlili,
ki nikoli niso sami sebe na trgu preživeli. Ne, da imaš ti državno službo, ker imaš sugar daddyja ali pa botra. Ne morejo upravljati države. Eno so politične izkušnje, pa način dela, ampak tukaj rabimo mi predvsem avtoriteto na področju organizacije in reda in ekonomskih dodatnih virov. Mi nimamo nafte, imamo vodo, imamo zemljo, imamo pamet. In tukaj mene nihče v tej politiki še ni prepričal, ker v bistvu so rekli Hrvatje, da slovenski politiki, ki grejo na gala prireditve v tujini, da dajo sendvič v rekvalc. Tako da vse to pove, kako mi izgledamo od zunaj. Ko če se spomnim Šarca, ko ga je Plenković vprašal, ko je prvič prišel v Evropski parlament, pa rekel, ja, kako se ti bi rekel, običajen dan. Ko je prvič prišel v Bruselj kot premier. Tako da meni se zdi ta nepovezanost politike ali celo strah politikov pred sposobnimi ljudmi, ki imajo ali pa imamo vzorce, kako to delajo. Recimo, mi smo imeli nekoč urad za igre na srečo. Jaz sem temu uradu, to je zdaj v okviru Fursa, ker sem imel še takrat igralne slovo, jaz sem iz celega sveta ljudem brezplačno prinesel, kako je zakonodaja urejena, ampak smo takrat uredili vse možne stvari v tem igralništvu in danes je to zgledno urejeno. In ko bo politika dojela, da so podjetniki in ljudje, ki se sami preživijo na globalnih tekmih, pravi izvor za njihove probleme in jih začela poslušati, bo vse v tej državi drugače. Samo drugače bo tudi to, ker bo v državi ratal red. Ker v tej državi ni reda, v vsakem podjetju pa je red. In v tej avtoriteti govorim. In ko bomo mi enkrat, jaz nisem za to, da se ljudi v javni upravi, pa v državni upravi odpušča. Ne, nasprotno, jaz bi rad videl, da se te ljudi stimulira, da opravljajo. Mi da se pogovarjamo o besedi javni servis. Se pravi, mi plačujemo ta servis, da dela za nas. Evo, zdaj me posluša cela Slovenija, naj pove, koliko procentov javnega servisa zares dela za nas. Zdravstvo plačujemo, ga ne dobimo. Upravne enote delajo super, kadar delajo, ampak tudi oni niso organizirani, čeprav moramo reči, da v zadnjih letih se je ta vozniško dovoljenje, te dokumenti, se je. To je na eni strani, na drugi strani imamo pa take diskrepance in tako stran metanje denarja, da ne moreš razumeti. No? Klub slovenskih podjetnikov skrbi še za eno stvar. Zelo veliko po Sloveniji predstavljate, kaj podjetništvo je in učite mlade, ne, da je v resnici treba iti po tej podjetniški poti in s tem razvijati svoje potenciale. A je tudi to, videl sem v 4.0, ena izmed zelo pomembnih smeri vašega novega mandata? Ja, zdaj bom ta vprašanje pa prejšnjega še malo skupaj zvezal. Se pravi, jaz sem 8 let preživel v Las Vegasu v Ameriki, tako da Ameriko, funkcioniranje nekega človeka, ki je bil ožigosan v Rusiji, v Ameriki in ki je na koncu prevzel 62% ameriškega trga, to sem jaz naredil z našo firmo Interblokom, da bojo vedeli ljudje, o kom govorim, ima čisti drugačen mindset in poznavanje Amerike, kot jo mi poznamo, kjer je Amerika nekako oskrunjena še iz časov bivše Jugoslavije, pa je to nekaj drugačnega. Mi smo bili vedno bolj proti Rusiji, kot proti Ameriki. Jaz ne podpiram ameriškega sistema, ker je všel izvajati, je prebrutalen, je preveč kapitalističen. Ne podpiram tega, da peščica posameznikov osvojita svet. In proti temu se je potrebno boriti. Ampak treba pa je postaviti mejo, kaj so uspešni podjetniki, ki podpirajo. Prvi vrsti je vsak, ki sam sebe preživi junak. To je prva stvar. Podpirajo družine,
podjetja, v teh podjetjih družine, lokalne skupnosti, gasilce. Skratka, mi smo vpleteni vse živo. Ali 100 evri ali pa 100 tisoč, mi to počnemo, zato ker imamo viška, da lahko to naredimo. In te ljudi treba pustiti do nekega nivoja. Sej tudi vi, ki pijete vodo, vaše telo ima vodo, se jo napijate 100 litrov, ampak seveda 2, 3, 4 litre vode lahko popijete. In tako je treba postaviti, govorim, družbene meje, da se bo ta distribucija pravilno širila in da bomo kar iz stare Jugoslavije vzeli rek, da brez jela ni jela, ker to so nas že v socializmu učili, in tako bi morali biti tukaj. Zakaj ne bi nekdo, ki je uspešen, pameten in dedicira življenje podjetništvu? Mi smo vsi, jaz sem 35 let svojega življenja, 24 ur na dan dediciral podjetništvu, zakaj ne bi bili mi uspešnejši, bogatejši, ker drugim je pa bolj všeč, da so z družino, da hodijo v planine in ne rabijo to kapitala. In to jaz vse spoštujem. Ne spoštujem pa, da državo ljudje izkoriščajo, v Sloveniji ne rabimo revnih, ker smo dovolj bogati, ne podpiram pa spet Ameriko, kjer je pa samo hlastanje z osvajanjem in s financiranjem. Zato bo tukaj je potrebno, in to edina država lahko balansira, da to zamejuje, ampak ne tako, da uspešne pa bogate zatira in jih naganja v tujino, ker brez bogatih tudi revni ne bodo nič imeli. In brez teh skupaj ne bo socialne države, ker nivo socialne države določajo, koliko je gospodarstvo močno in koliko ljudje sami prispevajo ali pa preko davkov. In zdaj, če grem nazaj na mlade, mi smo mal čudna generacija in jaz sem tudi tak. In jaz sprejemam svojo krivdo in verjetno se bojo z mano sočutili vsi starši, ki to. Pač mi smo prišli iz enih težkih razmer v Jugoslaviji. Zdaj govorim, težke v normalnem svetu. Nismo bili lačni, nismo imeli vojne, ker je vse to, govorim, neke res hude vojne, bila je ta osamosvojitvena, ampak prišli smo v enih takih revnih diktatorskega sistema, kjer ni bilo vedno vse posejan iz rožcem. Jaz se spomnim, sem leta 1989 v vrsti stal, da sem registriral podjetje, ker sem prišel na SDK, sem mislil, da so me obravnavali, da sem kriminalc. Leta 1989, to je bilo še Markovič po Jugoslaviji. Vendar smo mi skozi ta naš, kot se lepo ameriško reče, safar podjetniški, prišli do globalnih trgov, do uspehov in mi smo svoje otroke začeli vzgajati tako, da oni ne bojo čistilke, oni ne bojo mizarji, oni ne bojo vodoinštalaterji in vsi so kar naenkrat morali magistrirati, doktorirali in danes je biti magister je praktično isto, kot v mojih letih narediti srednjo elektrotehnično šolo. In seveda, zdaj se ta preobrazba družbe malo nekontrolirano spreminja, čeprav se bo ona poravnala in bodo te danes... Jaz sem enkrat, ko sem imel eno prireditev, dal eno izjavo, ki so se mi takrat kar malo smejali, pa to je bilo že leta 2005, ko sem rekel, da v roku 30 let, pa sem se zmotil, je že v roku 20 let, bojo vodovodarji več plačani kot odvetniki. In danes tako je. Če ti danes zaključiš odvetniški pravosodni izpit in postaneš samostojen odvetnik in greš na trg, boš definitivno manj zaslužil kot vodovodar, ker te v vrsti čakajo za delo. In to je spet, to je treba regulirati. In zdaj, ali je res v investicijo, v takšne projekte, ki bomo mi, zakaj mi ne bi znanje izvažali? Konec koncev imamo ene najboljših fakultet, to dokazujejo sposobnost vseh generacij. Mislim, bili smo in smo alfa in omega v zdravstvu, ampak nas zdaj že vsi prehitevajo. In kup je teh stvari. Predvsem pa me moti to, če zdaj oboje povzaram, da so mladi vzgojeni na način, da vse hočejo overnight. Standarde smo postavili take, vsi danes starši morajo kupiti avto, nimajo več te želje za borbo, oziroma to željo za borbo imajo samo še iz družin, ki niso tako premožne. In to je narobe, to moramo zopet popraviti otrokom, mladim dopovedati, da uspeh se meri v desetletju, da je največja problematika ni izobrazba, ampak je želja in pa delavnost je osnovni dve komponente za uspeh. Lahko si še tak talent,
pa ne boš nič naredil, če ne boš vztrajan, dediciran in veliko delo. In to je podjetništvo. Menedžer in podjetnik je človek, ki rešuje težave. In o tem, a ne, govorite na vseh teh druženjih na kavah z mladimi, Tako. pa jih je ogromno, a ne? Ja, mi z mladimi se pogovarjamo, zdaj bomo še študent razširili, šli bomo do univerze, da jim povemo to, da to ni padalo z nama, da to je veliko trdega dela za nami in da naj grejo na to pot, naj delajo in mi jim omogočamo tudi mentorstvo v klubu, mlade sprejemamo po simbolični članarini, dajemo jim vso infrastrukturo in mi imamo že 150 mladih, ne? In moj cilj je, da se to povečuje. Seveda imamo tukaj tudi med mladimi določene poskuse špekulacije, ampak mi počasi to selektiramo in jaz sem zelo ponosen na naše mlade. Predvsem sem pa ponosen na tega predsednika Andraža, ki res se trudi in mi je žal, da se je toliko razvil s podjetjem, da bo zdaj mogel v SBC senior jati in ne bo mogel biti več mladi, ampak ga bomo tudi tukaj porabili. A sva kakšno stvar pozabila še? A je še kaj takega v načrtih za 4.0, kar je vredno izpostaviti, da se bo zgodilo? Jaz bom še hiter prelet naredil. Ja. Se pravi, osnovni cilj je in prošnja moja, da se naši člani zavedajo, da člani ne rabijo kluba, ampak klub rabi člana. In jih naprošam, da se nam pridružijo in pomagajo. In cilj nove organizacije SBC 4.0 je, da čim več članov vključimo v organizacijsko sfero kluba. To je prvi cilj. Druga stvar je, da se bomo fokusirali na regije pa na družine, to smo že povedali, zraven bodo tudi športniki. Tretja stvar je, da bomo razširili svojo prisotnost v regije in tam pojačali stik med lokalnimi skupnosti in na področju dogovarjanja, rešitev za regije in tudi investicije. Četrta stvar je, da bomo naredili nek unikaten sistem nagrajevanja za podjetnike, ki jim mi rečemo Business Stars 21. stoletja, ki bo zelo unikaten, ne bom še govoril z njim o tem. Naredili bomo fond za pomoč in investicije podjetnikov, v bistvu bomo ojačali humanitarno dejavnost, računamo, da bomo pridobili tudi status javne ustanove, na tem že 2 leti pa pol dela. Miha, naredili bomo analitiko, ki bo osnova, baza za izdelavo programa, kakšna bi morala biti Slovenija 2030 in bomo tukaj povabili vse možne strokovnjake in sfinancirali, da enkrat od repa do glave naredimo en pregled, kakšna bi morala Slovenija biti na vseh področjih, da bi takšna, kot je, zopet funkcionirala srečno in prijateljsko, ker smo urejeni in moram reči, da so ljudje uspešni pri nas. Uspešni niso sam konec meseca, ki dobijo prenizke plače, zato ker imamo preveč potrošno državo. In tukaj bomo delali na tem, ali da reorganiziramo s predlogi državo, da bo manj trošila, in pa da se začnemo v Sloveniji pogovarjati s politiki enkrat na način, kaj bomo naredili, da bo v Sloveniji več inkama. Ker če bi bilo duplo več inkama, so tudi te stroški v redu, ne? Ne glede na to, da se zdistribuirajo po vseh živih kanalih, ker zdaj že ptiči vidijo sam na sponzorstvo, na tekmah pa kulturnih organizacijah, pogledaš pa že vidiš, kdo so pri državnem koritu. Ampak zakaj se ne bi pogovarjali, da vlagamo dejavnosti, ki bojo inkam državi povečale. In ne samo tako, da povečaš davek na plače, ampak da dobimo nove produkte, da imamo nove izvozne poti, da uporabimo enostavno vse naše resurse, da ustvarimo več inkama. Ko vas takole poslušam, pa vidim, da z velikim navdušenjem tole razlagate. Ne? Je to vodenje SBC-ja, kluba slovenskih podjetnikov, teh elitnih, ena taka češnja na torti v vaši karieri? Do zdaj ni bila, upam pa, da zdaj bo. Jaz sem zelo ponosen, da sem predsednik, res. Vse, kar sem si v tem mandatu
ne bom rekel sovražnikov pridobil in med člani in zunanji, ampak ljudi, ki me včasih malo kislo pogledajo, pa se mogoče kaj tudi slabega mislijo o meni, sem naredil to, da bi zaščitil interese kluba. Zaščitil v tem smislu, da se tukaj ne deluje komercialno, da se ne nosi informacije ven, da ljudje ne uporabljajo klub za lastne bogatenje ali pa za lastne ugodnosti. In vse to včasih treba tudi skomunicirati in to ni najbolj prijetno, ko jaz rečem, ne, to pa ne gre. In jaz sem pač prvi tak vzor, da s tem nimam nobenih težav in sem vesel, da sem predsednik tega kluba, v čast mi je služiti tem elitnim podjetnikom. Zdaj sem pa srečen, ker sem dobil res dober dream team v upravni odbor. Tudi med zaposlenimi, mi smo imeli, mogoče se še to temo malo dotaknemo, mi smo imeli kar nekaj odhodov med zaposlenimi, ki so bili po večini odhodi zaradi mojih pritiskov. V preteklih mandatih so bili pri nas v klubu navajeni, da so več ali manj zaposleni sami izvajali določene stvari. V mojem mandatu se je to spremenilo in jaz sem pač naredil strategijo in hočem, da jo vsi sledimo, da smo uglašen ansambel. In mnogo starejših zaposlenih tega ni sprejelo, ali zaradi bomo rekel, egoističnih zadržkov, ali zaradi tega, ker pač niso bili navajeni tako delati. Hočem povedati, da tudi tisti, ki so šli, so kle res cenjeni in upam, da kadarkoli grejo mijo, da pridejo v klub, nočem nobenega očrniti, ampak govorim, da so se razmere v klubu spremenile in jaz stalno iščem. Mi igramo kot elitni klub v Champions League in jaz to ekipo stalno iščem, da je za Champions League primerna. In pač kdor ne zmore ali kdor ne želi posvetiti temu klubu to, kar se od njega pričakuje, ker imajo vsi dobra delovna mesta, dobro so plačani, pač bomo iskali alternative. In to bom jaz skozi počel sem v svojih firmih in bom tukaj. In kar se tega tiče, se mi zdi, da smo ta moment pripravljeni, da iz tem dvema ekipa res naredimo neke premike in ne bom nič obljubljal, ker pravijo, naj delo govori samo. Pa bo ste delali čez leto ali pa dve znova pa pogledala, kaj je bilo narejeno, prav? Z največjim veseljem, zato sem tudi na skupščino vse zelo analitično analiziral, ker morajo imeti člani cilj, da nas spremljajo in nam pomagajo. Vsak ne v točki, ki si jo je videl gor, zamisle, ki nam lahko pomaga, pa pride in še mi imamo nek to-do listo, kaj smo naredili in kaj ne. Hvala lepa za vaš čas, gospod predsednik Kluba slovenskih podjetnikov. Se mi zdi, da vsaka država, ampak mi smo vendarle v Sloveniji, potrebuje tak klub za to, da nam pokažete tudi, kaj pomeni, kot ste sami rekli, ne, če veliko delaš, lahko potem tudi uspeš in če boste to znanje uspešno delili z državo, pa z našimi politiki, ki se hitreje menjajo kot pa direktorji firm, no, pa lastniki, pa verjamem, da bomo živeli v lepši in boljši Sloveniji. Hvala za čas. Hvala tudi vam. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nami. Vedno je lepo poklepetati z ljudmi, ki so v življenju nekaj naredili, ker pa sam kot najeti človek delam tukaj v Klubu slovenskih podjetnikov, je pa tudi meni v izjemno veselje vedno govoriti z direktorji, ker če kaj, potem se lahko od ljudi, ki vodijo velika podjetja, vodijo ljudi, delajo veliko za to, da uspejo, lahko veliko naučim in naučimo. Tako da hvala lepa, da ste bili z nami. Do naslednjič. SBC intervju, podcast Kluba slovenskih podjetnikov.